Mladi iz osnovne šole dr. Vita Krajgerja se zavedajo, da je zajtrk zelo pomemben obrok, a o tem, kako zdrav, ne premišljujejo. Jem, kar najdem v hladilniku, pa da lahko dobro začneš dan. Med tednom jem kakšen bolj jogurt, pol kako surt, pol kako str ali pa kakšne mislije. Kruh pa kakšno salamo gor. Kruh z marmelado ali pa z medom. Čez vikend pa ponavadi kakšna jajca, hrenovke. Poleg naštetega so en zajtrk kakavove kroglice. A Zveza potrošnikov Slovenije je z raziskavo ugotovila, da velika večina čokoladnega zajtrka vsebuje bistveno prekorja. Na primer, v obroku, ki vsebuje 30 gramov kakavovih kroglic, je kar za 2 kocki sladkorja. Kljub temu, da je zajtrk prva energija, ki jo dobiš v dnevu, ne bi smel biti toliko sladkorja noter. Da tega res nisem vedel, bom mogel zdaj bolj pozoren na to, kaj tazga je. Otroka ne rabimo preveč sladkorja imeti, zato se mi to ne zdi glih najboljše. Ugotovili so še, da le 3 od 23 preverjenih vrst kosmičev ne vsebujejo bistveno več sladkorja, kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Večina čokoladnih kosmičev je torej prej sladica kot pa zdrav zajtrk. Kljub temu napisi o veliko vitaminih in mineralih ter zavajajoče informacije o vsebnosti sladkorja v obroku in ne o 100 gramih izdelka vabijo k nakupu. Meni se zdi, da to ni tako dobro, ker je v bistvu zavajanje otrok in odraslih in vse, da v bistvu prikazujejo eno stvar drugačno, kakor je v resnici. Če imate torej tudi vi radi kosmiče, bodite pozorni na to, da 100 gramov vsebuje manj kot 16,5 gramov sladkorja.